Lep pozdrav iz Ramskega jezera. Za nama je prvi dan potovanja. Šla sva preko Petrine na Hrvaškem, Dvora na Uni, pa potem do Prijedora, Jajca in končala na Ramskem jezeru. Dej, Boštjan, malo povej, kako ti je bilo, kako je tvoj prvi dan v Bosni ti bilo? Današnji prvi dan. Ja, enostavno res fantastičen dan, presega pričakovanja. In kar se ljudi tiče, ko so nama že v Prijedoru pomagali, kar se tiče parkiranja avtomobila. Glede vseh informacij, ljudje, ki jih vprašaš, so enostavni, lepo komunicirajo izven. In ko boste zdaj tudi vi Bosno obiskali, boste videli, da to je čisto nekaj drugega, kot včasih nekateri pravijo, da kakšni policaji pa to, da kaj težijo. Naj vas ne bo strah, no, po domač povedano. Običajno je, jaz ko peljem ljudi, 95% je čisto navdušenih. In če se spomnim, sem ti tudi jaz rekel, da boš navdušen. Pa daj povej, kaj ti je bilo pa najbolj všeč ta prvi dan? Ja, ta prvi okusi Bosne. Neverjetno dobra lepinja. Misliš pleskavica v Pleskavica, Prijedoru? ja. Tako da Pljivsko jezero, definitivno. Jajce. Jajce sem že sanjal kot otrok enkrat, da ga bom obiskal, pa so vse dogodke zmeraj itak prej mimo šli. Ko sem pisal Tomaža, še nisem sploh vedel za ta reality show, oziroma ali bom sprejet ali ne bom sprejet. Potem sva šla tudi kasneje Bunkerje gledati v Sloveniji. No, in kasneje me je pa tudi Tomaž kontaktiral in je rekel, če bi šel v Bosno iz Zemo. In je bilo isto, kot da se mi bi en čudež naredil. In logično sem rekel, da ja, gremo, a ne. Kaj praviš pa na tole Ramsko jezero? Zdaj namreč so na Ramskem jezeru, tole je za nama. Hotelček imamo tamle 100 metrov gor, na fantastični točki. Kaj praviš, kako ti je všeč? Velik ta prvi, bom kola rekel, a ne. Dej, da bo še vrihnil okoli tega jezera, verjetno, da bo rabila kar en cel dan. No, z avtom se da hitro pride. Peš, eno urca. Ja, bolj težka, a ne. Tako da zaenkrat izgleda čist, lep. Tudi kar se tiče, če se bi lotil kopanja, ne bi bilo problema v vodo iti. Samo še poizkusiti jo je treba, koliko je topla. To je vse. Ma pa drugače Ramsko jezero cel k potoku. Lahko si pogledate moj video na mojem blogu, samo pišite Tomaž Gorec, Ramsko jezero. Pa si pogledajte ta video. Sem pa tudi jaz glih zaradi tega Ramskega jezera nabavil čoln in ga imam v avtu, no avto imam tle zadaj. Sem mislil, da bova šla malo po teh otokih, da vidva, kaj sploh je gor. Ponavadi so neke zapuščene hiše, ker to je drugače umetno jezero, ampak je to že staro več kot 50 let. In so nekje na otokih še neke hiše, ki so včasih bile, bi bilo to zanimivo videti. Sam malo prepozno sva prišla, tako da danes to sigurno ne bova šla. Jutri misliva iti pa že zjutraj naprej, imava pa namen iti na neko goro. Mislim, da je tretja najvišja v Bosni in Hercegovini. Čvrstnica se mi zdi, da se imenuje. Tako da ne bo pol za to časa. Ta potovanja so zmeraj problem pri meni, zmeraj je premalo časa. In jaz sem mislil, da bova midva na Ramsko jezero prišla ob ene 5 in bova imela časa še pa še. Evo, sva prišla pa ob 9 in preveč luštno se mava. To je za eno besedo drugače ni za povedati. Lušen je kar, Jajcu je bilo super, tako da fino je. In tudi sama vožnja po Bosni je zanimiva, saj meni, ne vem, kaj pa tebi. Meni je tudi fantastična, zato ker enostavno ne drviš mimo, lepo je cesta, narava je lepa. Pa se kje ustaviš in tako naprej. Vedno nekaj za videti. V redu, to bi bilo zato, da ne bova preveč filozofirala, oziroma lačen sem malo, tako da greva midva čim prej na večerjo. Tako da spremljajte naju na YouTube kanalu, naročite se na ta kanal. Drugače pa tudi na mojem Instagramu, pa Facebooku boste pa tudi skozi lahko videli storije, objave s poti, tako da tudi to me pejte zaslediti. Nič, tako da se vidimo jutri, oziroma bomo non-stop na socialnih omrežjih, tako da spremljajte. Nič, mejte se, adijo.